Mi oporišča Staroselcev. Naša obalna mesta naj bi začeli graditi le tujci, to je Grki in Rimljani. Pri tem se mnogi strokovno preverjeni pisci poslužujejo tudi bajk. Tako naj bi se največjemu slovenskemu mestu na obali, to je Kopru, izvor najstarejšega imena razbral preko staro-trakijsko-grškega imena Egida ali Aegida. Izvor imena naj bi nas tako spominjal na Minervino varstvo in še posebej na ščit kot varstvo Palade Atene in tako predstavljal dokaz o zgodnjem delovanju Grkov na zgornjem koncu Jadrana. A pridobitev novih podatkov o oporiščih Staroselcev nam govori ravno nasprotno. Tako piše Darja Mihelič v dokumentih slovenstva, stran 68. Na robu slovenskega narodnega prostora so zrasla obalna mesta Trst, Milje, Koper, Izola in Piran. V neposrednem primorskem zaledju se jim pridružuje še Gorica. Naselbinska dediščina prenekaterega zahodnoistrskega mesta datira iz časa pred prihodom Slovanov na polotok okoli leta 600. Nekateri od njih, naprimer naselbinov na Koperskem otoku, Izolo in Piran, pa so sploh ustanovili in posolili begunci pred novimi slovanskimi prišleki. In na strani 68-69. Najstarejša znana omemba tržaškega škofa se verjetno nanaša na leto 547. Prvi znani omembi tukajšnjega mesta Civitas in koperskega Opiduma pa verjetno na leto 568. Prvi zapis, ki se nanaša na Opidum Piran, daje misliti na razdobje med leti 919 in 628. Kastelum Milje se omenja leta 931, Locus Izola 972, Vila oziroma Locus Gorica pa leta 1000. Če so Slovenci kot neki nepredeljeni Slovani dopotovali na rob slovenskega narodnega prostora okoli leta 600 po Kristusu, je to tako, kot opisuje Darja Mihelič. Če pa so bili na teh prostorih Staroselci prav Slovenci, potem se marsikaj zlasti nepreverjene in kar nametane trditev slovenski heterogenezi bistveno spremenijo. Kot na primer trditev, da bi naselbine na Koperskem otoku, Izolo, tudi otok in Piran, polotok, ki so ga nazadnje na vrhu pregradili z obrambnim zidom in stolpi, nasploh ustanovili in poselili begunci pred novimi slovanskimi prišleki. Toda neki neopredeljeni goloroki begunci, ki ponavadi pribežijo brez vsega, pred namišljenim predorom Slovanov po vsej verjetnosti ne bi mogli narediti utrjenih oporišč, tudi časovno omejeni glede na postavljene letnice, saj bi zato imeli premalo časa. Pa tudi slika namišljenega roba slovenskega narodnega prostora je bila takrat bistveno drugačna. Saj je takrat, ko so Staroselci gradili Opidume, njihova strnjena poselitev segala od reke Pat do predalpskih krajev in naprej do Alp ter skozi celotne Alpe. Skratka, obsegala celotno veliko staro Karnjo. Ma to je samo malo, kjer so Slovenci živeli. Vzdolž Sermina pri Kopru je bilo poseljeno že v mlajši kameni dobi. V zahodni Sloveniji, to je ob morju, je to najstarejša doslej odkrita naselbina na prostem iz konca 6. ali 5. tisočletja pred Kristusom in spada okrog vzhodno-jadranskih neolitskih kultur. Na podlagi do sedaj zbranih še drugih pisnih virov, slik in dejanskega stanja je moje sedanje mnenje, da je na vzdolžu Sermina, ki je manjši hrib, najverjetneje pozneje stal tudi Opidum Desaticum in ne grška Egida. Prav pomen tega imena, vsaj po mojem mnenju, sta nam odkrila dva pisca. Znani italijanski jezikoslovec Giovanni Semerano, ki je bil prepričan, da je ime Opidum predrimskega izvora, veliki rimski vojskovodja, državnik in pisec Gaj Julij Cezar, pa je že veliko pred njim kar naravno zapisal, da so Opidumi oporišča Staroselcev. Veliki Cezar je to zapisal med galskimi vojnami, ki so se dogajale med leti 58 in 51 pred Kristusom. Gre se za oporišča v stari latinščini imenovana Opidumi, ki so jih gradili tamkajšnji prebivalci Galije. Mednje so spadala tudi istrska obalna oporišča Opidumi Nezakci, Mutina in Faverja, in o katerih sem že pisal. Oporišča Staroselcev Opidumi, ki so bili po vsej srednji Evropi, na Balkanu in tudi v Istri, kjer jih je bilo več kot 150, pa tudi druge, so Slovenci imenovali gradišča. Prav na slovenskem ozemlju nekatera spadajo med najstarejša. Tako so na gradu
nad cerkvijo Svete Helene v gozdu skriti ostanki višinskega naselja, ki je bilo obludeno v mlajši kamenni in bakreni dobi. Ob koncu 5. tisočletja pred Kristusom so ga zavarovali s kamnitim obzidjem. Na starem gradu nad Celi pri Šumberku so izkopali ostanke 2 metra debelega kamnitega obzidja, ki je bilo zgrajeno sredi 4. tisočletja pred našim štetjem. Blizu Vučedola ob Donavi v današnji Slavoniji so arheologi naleteli na poseben tip naselbine iz 3. tisočletja pred Kristusom, ki nakazuje obstoj že višjega mozasečeniškega sloja. Najvišji del naselja, ki so ga poimenovali Akropola, kar naj bi pomenilo znotraj obzidja posebej utrjen mestni grad, je bil od preostalega večjega predela ločen z umetnim jarkom. Peter Pfister je pisal še o ilirsko-dobnem gradišču iz Tične z Akropolo, ki pa je bilo v resnici venetiško. Sicer pa so slovenski arheologi ločili 3 tipe različnih gradišč. In sicer gradišča s sklenjenim obzidjem, gradišča z obrambnim okopom samo na najlažje dostopni strani in na gradišča z dodatnim, še posebej utrjenim prostorom za Akropolo. Navajajo, da naj bi beseda opidum v latinščini označevala glavno naselje v posamezni upravni enoti antične rimske države, kar pa je glede na pisanje jezikoslovca Semerana in samega Cezarja po mojem nepravilno. Je pa po mojem pravilna druga navedba, ki jo je zapisalo v zborniku 2017 njegova urednica Leda Dobrinja, in sicer, da je beseda izpeljana iz zgodnejšega latinskega izraza oppedum. To je grajen prostor, kar je pomensko in glasovno blizu slovenskima izrazama obod in obdan. Izraz oppedum je tako najverjetneje označeval skoli ali kamni ograjen prostor. In ker smo že pri etimologiji, bi povedal, da so Rimljani le malo spreminjali imena staroselskih zaselkov, vasi in oporišč, da so lahko rimljanskim vojakom, obrtnikom, trgovcem in drugim, ko so spraševali, staroselci pač povedali, kje se kam pride, jih obrnili gore ali dol, ali pa levo in desno. Levi je zapisal, da je dogajanje potekalo v letih 178-177 pred Kristusom in sicer iz Ogleja. Ter v zvezi s tem pripoveduje, da je prvi konzul Averman ali Wulston zapustil Oglej in kot prvo dejanje istrske bojne kampanje pri vodah Timava postavil tabor, ki so ga napadli Istri. Vodil jih je Epulov poveljnik Karmel s 3000 bojevniki. Zavzeli so ga, se opustili in kar v taboru proslavili tako lahko zmago, saj so Rimljani pobegnili. Toda kasneje so se vrnili in zavzeli svoj tabor, pri tem pa naj bi pokončali 8000 čistov. Tu je najverjetneje nastopil Trkalski škrat, saj so jih po mojem od 3000 pokončali mogoče le okrog 800. Ostali so kot predtem Rimljani najverjetneje pobegnili. Prvi konzul Manli je nato svojo vojsko odšel na prezimovanje in se spomladi leta 177 pred Kristusom vrnil iz Ogleja. Toda tudi drugi vojskovodja, ki je tega leta postal konzul, Gaj Klavdij Čedni, se je svojima 2 legijama vrnil pred Opidium na Zakciji in najprej oddalil skupaj z njunima četama oba tamkajšnja poveljnika Marka Junija in Avla Manlija, potem pa odpustil oba in njuno vojsko ter svojo, ki je prav lahko štela od 8 do 10 tisoč vojakov, nadaljeval obleganje mesta Nezakci. In kot je bilo že povedano, je konzul Golcu zajezil en krak z Bruni ter s tem preusmeril tok vse vode v 3. kanal, ki je tekel nato naprej mimo gradišča v morje. Gradišča Nezakci, Mutila in Faverja so bila obalna gradišča in vse od Trsta oddaljena le okrog 6000 korakov. Po Liviju in Rosadi osvojena in porušena spomladi leta 177 pred Kristusom. Kralj Epul, Rosada ga imenuje kralj veliki Epul, ni bil kralj Istrov, kot navaja, pač pa po jezuitu Martinu Bavcerju kralj Ilirov. Zato je lahko povsem mogoče, da je takrat ilirski kralj s svojim spremstvom bil zatečen na uradnem obisku pri Istrih, saj je najverjetneje po Liviju Rosada zapisal, da sta že nekaj dni pred prihodom 2 legij in drugega novega konzula Gaja Klavdija začela poveljnika Julij in Manli oblegati Nezakci, kamor so se zatekli vodje Istrov in sam kraljevič Epul.
Pa tudi Epulov poveljnik Karmel je bil lahko poveljnik večjega kraljevega spremstva in je bilo na hitro zbranih vojakov v zasedi za goro nad jezercem Rdeti škol od vseh 3000, morda več virov kot Istrov. Danes je Rosada prepričan, da je najdba poznana kot Vizače, ki v krajevnem pisem smislu verjetno spominja na stari nizakci in to preko srednjeveških oblik kampoizaciji ali izaciji, ki je šele v drugi polovici 19. stoletja privedlo do izluščenja mesta, katerega sledi in spomini naj bi se izgubili. Toda Uroš Pasini, ki je prevajal Plinijevo delo Naturalis Historia Split 2004 in na strani 49 zapisal: od otočnog pučanstva tomu sedištu pripadajo Isaeji, Isejci, to je Višani. Isa je torej slovensko Viš, od tega hrvaško-srbsko Vis. Poleg tega pa je tudi Janez Švajcner v svojem delu z naslovom Nizakci v tretjem zborniku 2020 ugotovil na strani 122 zapisal: ob obzitju Vizač ni nobene reke, ne sedanje in ne nekdanje. Tudi ni suhe struge, ki bi dopuščala sklepanje, da je tam pred več kot 2000 letoma tekla reka, ki bi jo bilo mogoče zajeziti in tako priti do obzidja. Tu je čisto na kratko, sem jaz pobral ven, na ono tisto, kar imam, je par strani, so še druge stvari noter. Ne. Je pa res, tisto bom vzel, kar je rekel prej, da jaz tu pišem, da so trije kanali. Sta bila najbrž samo dva. Zato, ker je bilo možno zajeziti na ta način, da si zabil kole noter na brzino. To so na brzino naredili. Da so nabili brune, ošpičene brune v en kanal. Cak, cak, cak in pol je voda, vsa voda stekla skozi druga kanala. Tako mislim jaz. Ne? Lahko je pa tudi dražba. Ja. A je v redu? Hvala, super, bravo. No, dobro.